Poleti dan, ki je mogoče že minil in mogoče še ne pride poleti dan. Poleti dan, ki ga morda nikdar ne bo in morda prišel ne bo od sonca zdan. Prisluhniš poleti, vanjo pojetje, prisluhniš poleti, njegove tisuri. Dolgo te vabi, prisluhni vanjo, kako igrati vabi te za sanjami. Poleti dan, ki škoduje ujet, ki ujetje v srce. Poleti dan, ko sluhniš poleti, vanjo pojetje, prisluhniš poleti, njej poletje tisuri. Kako te vabi, prisluhni vanjo, kako igrati vabi te za sanjami. Prisluhniš poleti, vanjo pojetje, prisluhniš poleti, vanjo pojetje. Spoštovane profesorice in profesori, dragi dijaki! Drevo, na katerem rastejo zlata jabolka, je tudi letos kljub zgodnji smrtali bogato obrodilo. Zgodnja zlata jabolka. Projekt z naslovom Zlato jabolko smo namreč tudi v letošnjem šolskem letu že skoraj pripeljali do konca. Narediti je treba le še obračun, potegniti črto in ugotoviti, da smo se v vseh programih tega projekta veliko naučili in da je bil način učenja že prilepen zato, ker je bil drugačen od običajnega guljenja šolskih klopi. Vanj smo bili vključeni vsi dijaki drugega letnika programov gimnazija in umetniška gimnazija. Temeljni cilj projekta je bil vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, povezoval pa je izobraževanje o okolju, v okolju in za okolje. S trajnostnim razvojem smo se torej skušali seznaniti v avtentičnem okolju. Seznanili smo se z vrednotami trajnostnega razvoja in možnosti njihovega razvijanja, spoznavali aktualna okoljska vprašanja, iskali in vrednotili nove alternativne zamisli in imeli možnost neposrednega raziskovanja okolja. Dejavnosti smo izpeljali v dveh projektnih dnevih maja. 1. 8. maja v Kozjanskem parku in 2. 16. maja v šoli. Dejavnosti v Kozjanskem parku so potekale v obliki ekskurzije z vodenimi ogledi, terenskim raziskovalnim delom, delavnicah, na predavanjih, v pogledu glasbene in plesne predstavitve ter poslušanju recitala. Vse to smo dokumentirali, danes pa vam bomo svoje zanimivo delo še predstavili. Vodja projekta je bila profesorica Bernarda Špegl-Berdič, tematske sklope pa je vodila še cela vrsta profesorjev, ki jih bodo kot mentorje imenovali dijaki sami. Sicer pa, kaj ne rečem, dan, ko smo se odpravili na Kozjansko, je bil, kot bi rekel pisatelj Ciril Kosmač, lep in svetav, kot iz čistega srebra ulit. In
Kozjansko nas je očaralo z vso svojo pomladno lepoto. Kaj pa je v tej koščku dežele pripravila Rebeka Littner, pa predlagam, da kar prisluhnemo. Kozjanski park je pokrajina na vzhodu Slovenije. Ustanovljen je bil leta 1981 kot spominski park Trepče, posvečen Josipu Brozu Titu. Šele od leta 1996 dalje pa se imenuje Kozjanski park in ima status regijskega parka. To je zelo raznoliko območje, kjer najdemo spomladi cvetoče travnike, sadovnjake, strma gozdna pobočja, biste potoke, z vinogradi zasajene griče ter obsoterske ravnice. Sprehajalci imajo na voljo številne pešpoti, veliko je učnih poti, gradov, kapelic, cerkva in prelepih domačin. Kozjanski park se lahko pohvali z zelo visoko stopnjo biodiverzitete in prav zato večji del parka ustreza kriterijem za posebno varstvo v okviru Nature 2000. Prizadevajo si torej za ohranitev biotske raznovrstnosti tudi za prihodnje generacije. Moto parka je prepričati ljudi, da je življenje v tem predelu Slovenije lepo, zato je vredno, da se ljudje vračajo sem, v ta del neokrnjene narave, ki nudi človeku kvalitetnejše preživljanje vsakdanjega življenja in prostega časa. Hvala Rebeka za predstavitev. Sedaj pa kar predstavitvam našega dela. Sledile si bodo takole. Najprej vabim dijake, ki so pod vodstvom profesorice Barbare Hernaus pripravili geografski oris Kozjanskega parka. Sledili pa je bodo dijaki, ki so pod mentorstvom profesora Gartnerja delali v programu Preteklost in prihodnost Kozjanskega. Najprej torej geografski oris. Izvolite. Preden začnemo z značilnostmi Kozjanskega parka, še nekaj o ostalih parkih v Sloveniji. Poznamo 3 kategorije parkov. Narodni park, v Sloveniji imamo samo en narodni park, to je Triglavski narodni park. Regijski park, pohvalimo se lahko s 3 regijskimi parki, to pa so Kozjanski regijski park Škocjanske jame in Notranjski regijski park. Ter še krajinski park, v Sloveniji jih imamo okoli 45. Če v celoti predstavimo Kozjanski regijski park, lahko povemo, da je bil ustanovljen leta 1981 pod imenom Spominski park Trepče. Leta 1996 pa so ga preimenovali v Kozjanski regijski park. Razteza se po 206 kvadratnih kilometrih po celotni občini Bistrica ob Sotli, na 89% občine Kozjak, na skoraj polovici občine Podčetrtek, na 22% občine Brežice in na 2% občine Krško. Ker je območje reliefno raznoliko, lahko govorimo o najvišji točki. To je Oslica na 860 metrih nadmorske višine in na najnižji točki, to je Figarjev mlin ob Sotli na 151 metrih nadmorske višine. V parku je tudi nekaj pomembnih vodotokov. To so Bistrica, Sotla, Gabrnica, Buča in Vrane. V njem leži 82 naselij, v katerih živi približno 11 000 prebivalcev. Med njimi je največje naselje Kozje, najmanjše pa Ortnice. Kozjanski park se razteza po Savinjski regiji v 89% in po Posavski regiji v 31%. Kozjanski park je tudi območje prepleteno s številnimi zaščitami. Life narava je program, v katerega se financirajo različne akcije, ki so namenjene ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih rastlin in živali. CACES Funding 2010 je program, preko katerega se združujejo različni akterji na območju CACES, področje tega pa je ohranjanje narave. Natura 2000 skrbi za ohranjanje rastlinskih in živalskih ogroženih vrst ter njihovih področij, kjer živijo. Med območje Nature 2000 spadajo tudi območje Orlice in Bohorja ter Postišekova polšna jama, ki pa ni odprta za javnost. Slovenski kmetijski okoljski program oziroma SKOP pa je temelji na dobri kmetijski praksi in na varstvu rastlin.
Kozjanskem parku pa seveda potekajo tudi številni projekti in dejavnosti. Ena prvih med njih je Interreg. Cilj tega projekta je ohranjanje biotske raznovrstnosti visokodebelnih sadnih dreves in estetske vrednosti krajine. Drugi projekt je Pilgrimage Europe, je projekt v sodelovanju z Avstrijo. S tem projektom bodo zasnovali široko mrežo romarskih poti in romarskih središč. Naslednja je Marina romarska pot. Cilj projekta je vzpostavitev romarske poti, ki bo povezovala marine romarska središča po svetu. Emina romarska pot gre pa za promocijo slovenskih krajev, ki so povezani z življenjem in delom svete Eme. In pa glasbeno poletje, ki se dogaja v mesecu juniju. V njem pa poteka že od 1995 pod skupnim nazivom glasbeno poletje nagrado Podsreta in pa praznik kozjanskega jabolka je pa etnološka in ekološka prireditev v Kozjanskem parku. Dogaja se v oktobru, priredijo pa jo domačini. Povedati vam bo nekaj o naravno-geografskih značilnostih Kozjanskega parka. Kozjanski park je območje s statusom regijskega parka s stičiščem predalpske, predinarske in panonske pokrajine. Obsega območje na severu omejeno z Rudnico, na vzhodu Sotlo, na jugu pa preko Veternika in Ornice prehaja v Senavsko in Bizeljsko gričevje. Reliefne enote so Hribovja, Gričevja in Doline. Za območje značilna prehodnost iz predalpskih hribovitih in pretežno z gozdovi poraščenih predelov v ravnino v Sotli. Reliefno podobo obrobe določajo slemena in mestna podolja. Živahno delovanje eksogenih in endogenih sil pa je osnovno enostavno tektonsko gradbo precej spremenilo. Kozjanski park pripada zmerno celinskemu podnebju vzhodne Slovenije. Največ padavin je v poletnih mesecih, sekundarni višek pa je novembra. Značilni so tudi vse bolj pogosti vremenski ekstremi, kot so toča, suša, pozeba in poplave. Kozjanski park pripada porečju reke Save. Na Sotlu je značilno asimetrično porečje, s svojimi pritoki pa ima značaj ravninske reke. Na porečjih Bistrice in Gračnice je vezanih največ hidroloških naravnih vrednot, kot so brzice, slapovi, pragovi in slapišča. Geomorfološke poteze in dežno-snežni rečni režim pa določajo kulturniški značaj vseh potokov in rek. Družbeno-geografske značilnosti. Območje Kozjanskega parka je bilo gosto poseljeno že v času Keltov in Ilirov. Na poselitev močno vpliva razgiban relief. Za Hribovje so značilne samotne kmetije, za Gričevje je razpršena poselitev, v dolinah pa so se razvila manjša gučasta naselja. Leta 1974 so zaradi potresa potekali močni selitveni tokovi, po katerih je ostalo le še 11 tisoč prebivalcev. Analizirali smo število prebivalstva v 4 naseljih Kozjanskega parka, v Kozjem, Bistrici, Sotli, Podsredi in Vištanju. Ugotovili smo, da ima največ prebivalstva Kozje, najmanj prebivalstva pa Podsreda. Iz podatkov je razvidno, da je število moških in ženskih v vseh naseljih približno uravnoteženo, kar je zelo dobro. Potem smo ugotavljali tudi, oziroma smo primerjali mlajše in starejše prebivalstvo, ker smo tudi ugotovili, da so nekako uravnoteženi, oziroma je starejšega prebivalstva še malo več kot mlajšega, medtem ko prevladuje srednje prebivalstvo. Primerjali smo tudi izobrazbo in smo ugotovili, da ima največ prebivalcev Dolgočanov osnovno in srednjo šolo, medtem ko je prebivalstvo z visokošolsko izobrazbo zelo malo, in potem smo ugotovili, da je nekako pasivnega in aktivnega prebivalstva enako, pri čem smo prišli do ugotovitve, da zaradi tako malo mlajšega prebivalstva in malo prebivalstva z visokošolsko izobrazbo je pač posledično Kozjanski park se razvija počasneje. V številnih trgih so
srednjem veku živeli ogrodniki in lakodelci, okolica pa je bila večinoma agrarna. Sedaj pa kmetijstvo in gostarstvo obvladuje pa večji del odprtega prostora. Gospodarska raba prostora pa je odvisna predvsem od reljefa. Na nižinah se ukvarjajo večinoma s poljedelstvom, pa najdemo tudi vse najpomembnejše ustanove, kot so na primer šole, zdravstveni domovi, vrtci in podobno. V Gričevih na pristojnih straneh se ukvarjajo večinoma s sadjarstvom, pa tudi vinogradništvom ter poljedelstvom. V hribovih pa prevladuje pašništvo ter gozdarstvo. Pa še nekaj o kulturni dediščini. Že v 10. ali 11. stoletju so na više ležečih naravno zavarovanih območjih začele nastajati gradske stavbe. Na območju Kozjanskega parka lahko najdemo 5 gradov, 32 cerkva, 16 kamnitnih znamen, med drugimi tudi 500 let star lesni kip svetega Jakoba, skulpturo Žalostne Marije ter romarsko središče Svete Gore na Bistrici ob Sotli. Razmišljali pa smo tudi o razvojnih priložnostih Kozjanskega parka. Prva priložnost se nam je zdela najboljša, najbolj primerna, da bi obnovili turistične kmetije. Sicer obnovili bi stare kmetije, na njih pa bi lahko prenočevali tudi pohodniki. Na kmetijah bi lahko izvajali različne dejavnosti, kot so na primer lončarstvo. Ljudje pa bi lahko poskusili tudi nacionalne jedi Kozjanskega parka, kot je seveda jabolčni zavihek. Na kmetijih bi lahko odprli tudi manjšo trgovino s spominki. Za pomoč pri projektu pa bi prosili prostovoljce, Evropski sklad in državni sklad. Ljudi bi obvestili z viženkami in čabo plakati na poti v Kozjanski park. Kot drugo priložnost smo izbrali pohodništvo. Uredili bi lahko različne poti, kot je Elina pot, označili bi rastline in napisali, kje prepevajo kakšne živali. Za pomoč pa bi prosili prostovoljce in razne sponzorje, tako da bi lahko promovirali tudi v turističnih agencijah. Za zadnjo priložnost pa še nekaj za mlade. Organizirali bi jezikovne, naravoslovne, družboslovne in športne tabore. Tabori bi seveda potekali na naravi, s šotori, tako to pa je tudi odlična priložnost, da bi spoznali naravne in kulturne znamenitosti Kozjanskega parka. Med samim taborom bi se dijaki ali otroci seznanili s srednjeveškimi dejavnostmi, kot so lokostrelstvo in sedljanje. Tabore bi promovirali v šolah, preko turističnih agencijah in pa preko televizije. Za pomoč bi prosili prostovoljce, vodnike in pa razne sponzorje. Mi smo se na projektnih dnevih imeli zelo lepo, upamo pa, da ste se tudi vi. Hvala lepa za vašo predstavitev in kot sem že prej napovedala, sedaj preteklost in prihodnost na Kozjanskem. Pri projektu smo raziskovali gradove na Kozjanskem, ker pa ni dovolj časa, da bi vam predstavili vse, pa bomo povedali zgolj skupne značilnosti. Gradovi so nastajali v 12. stoletju, gradili pa so jih plemiči zaradi feudalizma, nadzora nad zemljo, obrambo pred ogri in ločitev od vasi. V srednjem veku so gradovi služili kot utrdba in zatočišče, pomembni pa so bili predvsem zaradi obrambe Turki in pa nudili so prebivališče grajski gospodi. Velik pomembnost so bili tudi za trg in pa tržni dni ljudi v obrambnem postojanju. V 18. in 19. stoletju so služili predvsem kot muzeji, bili so kot zasebno oblastjo in pa upropadali. Po drugi svetovni vojni so gradovi postali splošna ljudska oblast. Služili so kot stanovanja. Spet drugi pa so bili popolnoma izropani ali obnovljeni. V zadnjih 30 letih nekateri gradovi propadajo, nekateri so zasebni in državni lasti, nekateri pa služijo kot muzeji in kot prostori za kulturne prireditve. Če pa vas zanima še več o posameznih gradovih, si lahko pogledate plakat v učilnici zgodovine. To pa so se slike ostalih gradov. Naša skupina je morala zbrati program
demografske podatke, s katerimi bi ugotovili, kakšni so procesi in spremembe v strukturi prebivalstva. Najprej smo primerjali število prebivalcev v dveh naseljih, Kozjem in Bistrici ob Sotli, v obdobju od leta 1948 do leta 2002. Opazimo, da se prebivalstvo v Kozjem povečevalo, leta 1991 pa se začelo zmanjševati. V Bistrici ob Sotli se je prebivalstvo zmanjševalo, medtem pa se v Sloveniji v tem obdobju prebivalstvo zviševalo. Vendar ti podatki niso mogli pokazati, ali se prebivalstvo na Kozjanskem res zmanjšuje ali ne. Saj smo našli le podatke o Kozje, ki je večje naselje z razvito industrijo, zaradi česar so se ljudje iz manjših kozjanskih naselij tja priseljevali. V Bistrici ob Sotli pa te industrije nima in lahko opazimo par prebivalstva. Prikazani imamo starosti piramidi prebivalcev v občinah Kozje in Bistrica ob Sotli. Ti smo primerjali s starostno piramido prebivalcev Slovenije in ugotovili, da je delež mladega prebivalstva v omenjenih občinah nižji. Sklepamo, da zaradi nizkega naravnega prirasta in izseljevanja. Naravni in selitveni prirast v Kozju je negativen. Ljudje se izseljujejo predvsem zaradi boljše zaposlitve, zaradi tega pa naravni prirast bistveno nižji. Naravni prirast v Bistrici je višji kot v Kozjem, selitveni pa manjši. Bruto in neto plača je v povprečju bistveno nižja kot slovenska, kar pa je razlog za bistveno višji selitveni prirast. Na razpredelnici imamo predstavljene dele zaposlenega ter nezaposlenega prebivalstva v primerjavi s Slovenijo. Pri tem opazimo, da so razmere za zaposlitev v primerjavi Slovenija težje, kar je posledica predvsem to, da se mlajše in izobraženo prebivalstvo izseljuje v druge večje kraje, ter ne more pripomoči k gospodarski razvitosti Kozjanstva. Naloga naše skupine je bila ugotoviti, ali se lahko in kako v prihodnosti s kmetijstvom preživi na Kozjanskem. Obiskali smo kmetijo Krivec, ki je uspešna na področju ekološkega kmetovanja. Najprej nekaj značilnosti v kmetiji. Dolgoletna tradicija prijaznega kmetovanja, pridelava pridelkov brez uporabe pesticidov in umetnih gnojil ter proizvodnja zdrave, ekološko pridelane hrane. Velikost kmetije znaša 22 hektarjev, kmetijo vodi mlada družina s pomočjo staršev, gospodarja v poklicu kmetijskih tehnik z nedokončano agronomsko fakulteto. Na kmetiji pridelujejo jabolka, kruške, slive, marelice, breskve, jagode, najrazličnejšo zelenjavo, rž, sojo, bob, grah in orehe. V prosti reji gojijo živino, prašiče in perutnino. Pridelujejo tudi ajdovo, pšenično in pirino moko, izdelujejo jabolčni sok, jabolčni kis, mesne in mlečne izdelke, več vrst marmelade, kruh, slaščice in pecivo. Ob prevzemu so dobili subvencije iz Evropskega sklada za razvoj kmetije, prav tako pa sedaj tudi letno dobivajo subvencije. Največ dohodka dobijo s prodajo izdelkov na tržnici v Šparu in Mercatorju, ki prodajo doma. Največ stroškov jim povzroča vzdrževanje stavb in strojev ter nakup semen. Prav tako pa mora kmetija vzdrževati 50 družin hkrati. Ekološka kmetija zahteva veliko fizičnega dela in lastnik pa nas je opozoril tudi na veliko birokracije. Gospodarska kriza pa je prav tako prizadela tudi njih, saj se dohodek poznal kar 30% nižji dohodkov. In kaj mora kmet imeti, da lahko na Kozjanskem uspe? Imeti mora veselje do kmetovanja, vizijo in biti delaven. Imeti mora tudi dovolj veliko kmetijo, mladost in pomoč staršev, ter pomembne dejavnike kot so nezadolženost, urejeni odnosi v družini in širšo skupnostjo, skrb za okolje, primerna znanja oziroma izobrazba. Mora biti podjeten pri prodaji izdelkov in imeti širok spekter produktov ter dobro sodelovati s Kozjanskim parkom, uradniki občine, ministrstva in Evropske unije. Biti skromen in potrpežljiv ter komunikativen in odprt. Tudi vam se zahvaljujem za predstavitev in napovedujem še
naslednji program. Sociološki pogled na nekoči danes. Vodil ga je profesor Sergej Vuček, kaj pa so dijaki ugotovili, pa bodo povedali v naslednjih minutah. Izvolite. Lep pozdrav še strani sociologov. Sociologija je družbena veda, znanost, ki se ukvarja s preučevanjem družbe. Tokrat je bila naša naloga raziskati razlike med modernim okoljem in tipičnim okoljem Kozjanskega parka. Dobro jutro. 8. maja smo se zgodaj zjutraj, za nekatere kar zelo prezgodaj, odpeljali z glavne avtobusne postaje Celje proti Kozjanskemu parku. Razdelili so nas 3 skupine, takšni sestavi, da smo na to obiskali veterni, visoko lebeni sadovnjak in si ogledali skrivnosti gradu pod sredem. Kot zadnja postaja naše skupine je bil sam grad. Tam so nas toplo sprejeli in nas tudi pogostili z domačim jabolčnim zavitkom in jabolčnim sokom. Na gradu so na to sledile različne delavnice. Vse se je začelo z multimedijsko predstavitvijo Kozjanskega parka. Seznanili smo se tudi z renesančnim plesom in glasbo, poslušali smo geografsko predavanje in uživali ob predstavitvi življenja in dela Antona Ašmeta. Na gradu smo se ogledali še zgodovino steklarstva, razstavo Franceta Slane in arhitekturne značilnosti samega gradu. Na koncu pa smo prisluhnili še tradicionalnemu sociološkemu predavanju, ki je potekalo v Viteški dvorani Podstreškega gradu, ki pa je lahko sami vidite tudi. Dobar dan. V Viteški dvorani gradu nam je profesor predstavil družino in moderne medije kot agent za socializacijo. Po definiciji označujemo družino kot družbeno skupnost staršev in otrok. Talcott Parsons obravnava družino kot enega izmed funkcionalističnih imperativov. Pomembna je predvsem kot dejavnik primarne socializacije in kot dejavnik čustvene stabilizacije odraslih. Razlike med tradicionalno razširjeno in moderno jedrno družino opažamo v strukturi in funkcijah. Moderna družba danes opravlja vedno več funkcij, ki jih je nekoč upravljala gospodarska družina, naprimer vzgojo in izobraževanje. Skozi predavanje smo se seznanili z vplivom modernih medijev na mladostnike. Dan danes audio-vizualni mediji delujejo kot dejavnik socializacije. Preko njih se namreč srečujemo z vrednotami in normami današnje družbe. To prevlado vizualnih medijev omenja prav Reniš v pojmu kodakomanija. Mediji pa imajo na mladostnike različne vplive. Lahko imajo informativno, interpretacijsko, socializacijsko ali zgolj zabavno funkcijo. Vse večje napredovanje medijev se pojavlja tudi potreba po medijskem opismenjevanju in po vzpostavljanju kritičnega odnosa do medijskih konstruktov. Na predavanju smo izvedli še poskus senzibilizacije sluha in sicer z demonstracijo audiofilske opreme. Pojem audiofil označuje osebo, ki je zainteresirana za visoko kvalitetno reprodukcijo zvoka. Ob koncu predavanja smo poslušali kvaliteten audiofilski posnetek glasbenice Rebecca Pidgeon založbe Chesky Records. Uporabili smo visoko kvaliteten analogni ojačevalec na tako imenovane elektronke, znamke Unison Research SRK, zvočnike znamke Kavas in Special Edition CD player znamke Marantz. Po teoretičnem uvodu, ki smo ga imeli v Viteški dvorani Podstreškega gradu, smo preverili na novo pridobljeno znanje z obiskom na kmetiji Krivec. Zanimali sta nas ekologija kot vrednota in biodiverziteta, prav tako pa nas je zanimalo tudi, kako se formira in kako deluje danes kmečka družina, značilnosti ekstenzivnega kmetovanja ter nasploh odnos do okolja, v katerem ima družina Krivec. Najbolj nas je presenetil nekakšen moderni hibrid med tradicionalno in moderno družbo oziroma sistematična delitev dela po spolu z določenimi tradicionalnimi asimetričnimi značilnostmi. Te značilnosti se opazijo tudi v življenju družine Krivec. Na kmetiji živijo in pomagajo tudi lastnikovi starši in teta, ter tako delujejo kot modificirana, razširjena družina, v katero se povezujejo sorodstveno povezane jedrne družine. Hči je vključena v vrtec in se hkrati navaja na kmečka opravila, zato njena socializacija ni tipično podeželska. Opazili smo hibridni model družine, v kateri se združujejo značilnosti tradicionalno razširjene in moderne družinske skupnosti. Lastnik nam je tudi omenil, da se na
ekonomska kriza opazi tudi na podeželju, saj so odvisni le od potrošniške družbe. Zato je žena zaposlena in pri kmečkih opravilih pomaga le občasno. Obisk na kmetiji nas je tudi usmeril v razmislek v odnosu do kmečkega okolja. Danes smo vedno bolj prisiljeni k mestnemu, hitremu tempu življenja, ki ni ravno najboljši za nas in naše zdravje. Na tej sliki ste lahko videli naš prihod na kmetijo Krivec. Zanimivost pa je tudi ekološka filtrirna naprava za gnojnico. To bi bilo z naše strani vse. Hvala za pozornost. Ali ste vedeli, da je pesnik Aškrt preživel del svojega življenja tudi na Kozjanskem? Z njegovim literarnim ustvarjanjem tudi v Podsredi so se ukvarjale dijakinje pod mentorstvom profesorice Pogajnove, ki jih sedaj vabim, da predstavijo svoje delo. Izvolite. Spoštovani profesorji, dragi dijaki, v našem programu smo spoznavali Aškerčevo življenje ter pesmenja v Podsredi. Pa ne le tam in ne le pesmi, ki so nastale v tem kraju, ampak precej bolj celovito. Torej, Anton Aškerc se... Pazi, pa ne Anton. Saj veš, kaj nam je rekla profesorica? Da je Anton Avstirol. Po slovensko pa je Anton. No, pardon, bom še enkrat začela. Anton Aškerc se je rodil blizu Rimskih Toplic, se z denarno Ajdke šolal na Kajuhu. Pa gledaj, kaj je že spet? A se ni šolal na Kajuhu? No, prav. Šolal se je na današnji prvi, takrat edini celjski gimnazij. Zdaj pa me lepo prosim, ne moti več. Izšolal se je za duhovnika in opravljal svojo službo po številnih krajih, med drugim tudi v Podsredi. Zato smo mu v projektu Zlato jabolko odmerili tudi nekaj prostora. V Podsredi, ki se je zdela tedaj zelo odmaknjena od dogajanja, se je počutil, kot da bi bil za 9. goroj, kot je nekoč zapisal. Ni našel pravih sogovorcev, se je tudi sam po značaju ni bil preveč odprt, ampak bolj samotarski. Veljal je celo za odljudnega, še posebej so mu šle na živce ženske. Kljub vsemu, vseeno mi je ostal navdušen do učiteljice ročnih del Ane Počovnik, ki je v tihem čustvu do nje posvetil celo nekaj pesmi. Na primer Anka, Javor in Lipa in tako dalje. Sicer pa Aškerca poznamo bolj kot epskega pesnika, predvsem kot avtorja pesniške zbirke Balade in romance. Kot pesnika se je zelo zanimala zgodovinska in socialna tematika ter življenje preprostega človeka. Pri pripravah na projekt smo spoznali precej Aškerčevih pesmi in ker se pri oblikovanju zaključne predstavitve nismo mogli odločiti, katero naj vam predstavimo, smo sklenile, da boste pristopili kar vse. Saj jih je samo 10. In Aškerc je vrtale pomemben pesnik v 19. stoletju. Ker čas teče, Aškerca pa ne poznamo ravno po kratkih pesmih, predlagam, da kar prisluhnemo. Zvoni, kur vam bijajo glas zvona, po cesti iz postele kmetov vihra proti gradu naravnost. Sliši voda tvojih tenje vroče, čuti solze vase padajoče. Teče potok šumno po livadi, reče potok hladno Anki mladi. Povejte se, moja muza se ne moče na cvetovnem gorju bitki. Hitro stopa branec mesečini, jezdeca žene se po dolini. Jaz, grof Urek, grof in knez Celjanom, sem Celjanom in okoličanom. Modra kri po žilah sem naj teče. Joče mir si roda Anka miro,
če nis šušti. Gleda ure starešine slovenske. Ej, prejake so pesti slovenske. Brže stopaj, konjiči sprožili, brže stopaj, konjič gronogrivi. In listje šumeči se giblje, poveja skrivnostno tako, v njenem presladkem obetju, na sladkem pozaja tako. Struna visokega svojega Bog zdaj glas svoj svarilni pozdigne. Ne sanjajo lipi cvetoči, tvoj sen je brez znati. Vsi zvonovi zapojo, bogari zabobnajo. Za njo duh moj vas spremljajo brat in pomnite današnji dan. Renesančna posvetna instrumentalna glasba in življenje v renesansi sta bila zanimiva programa, ki sta v grajskem okolju gradu Podsreda zaživela še posebej lepo. Kako? Pa naj povedo kar dijaki, ki so oblikovali pod mentorstvo profesorja Šolca in profesorice Metke Krajc. Izvolite. Pozdravljeni. Sva Špela iz plesne in Maja iz glasbene delavnice in vam bova danes na kratko predstavili življenje v renesansi ter na kakšen način smo ga spoznali mi pod vodstvom profesorice Metke Krajc in Saša Šonca. Renesansa, ponovno rojstvo, je obdobje konec srednjega veka, ki v ospredje postavlja grško in rimsko kulturo, začetki pa izhajajo iz Italije. Medtem, ko so se vitezi bojevali, pa so ženskam krajšali čas trubadurski pesniki. Ti so prepevali predvsem o ljubezni, hrepenenju po nedosegljivi dami oziroma nedosegljivi ljubezni, pa prisluhnimo eni pesmi, ki nam jo bosta predstavili Lara in Elena. Grenko muko in nemirno rosti so mi povzročili obrekljivci, šepetavci, govorici, krivci za razbijanje radosti in radosti, saj so vas, ki moja ste ljubezen, spravili od mene daleč stran, da vas ne vidim in je prazno nam, in kot njim od bolečin in jeze. Kdor obsoja in prepoveduje to ljubezen, ne doseže nič. Moje hrepenenje bo kot ptič, še više poletelo, potem nuje, sladka želja le še bolj srpne. Če vas moj sovražnik hvali, mi je ljub. Kdor vas obrekuje, se je strup in ni mi všeč, karkoli že počne. Le bodite brez strahu, moj ljubi. Nikdar vas ne bom prevarala ali šla za koga drugega. Pa naj me tisoč kavalerijev snovi. Ljubezen, ki drži me v oblasti, terja, da sem zvesta vam, ki ste gorje. Za vas bi si strgala srce, a ga že imate v svoji lasti. Gnev in žalost me navdajata, ker vas ne vidim, kadar hočem peti. Sem obupana in jočem, zato ne znam izraziti srca. Prosti čas pa so si krajšali tudi s plesi. Cerkev jih sprva ni podpirala, saj je imela gibanje telesa za enega izmed 7 smrtnih grehov. Plesali so predvsem na zabavah in ob praznikih na podeželju, v parih, ki so se držali za roke v krogu. Mi smo spoznali 3 pelese, 2 od njih smo tudi podrobneje raziskali. Eden izmed njiju je Bran, ki obstaja v več različicah, in pa Salinger's Round, podeželski prvomajski ples, ki vam ga bomo danes tudi zaplesali. V tem času so plemiči živeli na gradovih, kjer so bili na varnem zavetju pred sovražniki. Čeprav so bili gradovi temni in vlažni, me vseeno spominjajo na pravljice princeske in poljube. No, zabavali pa so se tudi v viteških dvoranah, prirejali so bagnete, kjer so jedli, pili in plesali. Med
Medtem, ko so bile ženske na valju na gradu, pa so pogumni vitezi branili deželo. Na konjih so uporabljali dolga kopja, težke meče, sekire in kije. Na tleh pa so nasprotnika želeli raniti z bodali ali kratkimi meči. Na gradu Podsreda so nam vitezi tudi pokazali nekaj tehnik bojevanja. Združevali pa so se v viteške rede, ki so morali spoštovati viteški kodeks. Muziciral je, kdor je znal in kdor je mogel. Takrat so igrali predvsem v palačah pa na vrtovih in meščanom veselje. Ljudje so v glasbi našli oddih in sprostitev. No, to je bila zlata doba vokalne glasbe in konec 16. stoletja nastane prvi orkester Benetka. Takrat se inštrumentalna glasba končno osamosvoji in loči od vokalne glasbe. Pomembna renesančna glasbila pa bi omenila fidel, lutnjo, orgle ter trobila in pihala. Pri obeh delavnicah smo zelo uživali. Plesalci smo se naučili kar 3 plese. Na gradu Podsreda smo v kostumih nastopili tudi v čudovitem ambientu in tako dobili pravi vtis o življenju v renesansi. Glasbeniki pa smo se zabavali pri odkrivanju novih melodij ter tudi pri izposoji kostumov v celjskem gledališču. Tako smo bili na gradu Podsrede videti kot pravi renesančni glasbeniki. Poleg kostumov pa nam je občutek renesanse dajal tudi ambient, prečudovit grad Podsreda. Pa naj spregovorita ples in glasba.
programov pa je bilo naravnanih bolj naravoslovno. Moje jabolko, ki ga je vodila profesorica Jožica Kovač, prav gotovo. In kaj so dijaki o njej spoznali in se naučili, beseda je vaša. Pozdravljeni. Sva Žiga in Maja, tukaj bova predstavila skupino Moje jabolko, povedala bova nekaj o sadnih drevesi, o visokodebeljnem travniškem sadovnjaku in o jabolki. Primitivne oblike jablak so se razvile pred približno 60 milijoni let in izvirajo iz Azije. V Evropo pa so jih prinesli Rimljani. Gojenje jablak se je začelo že pred približno 4000 leti. Prvi sadovnjaki so nastali na Ljubljanskem barju in v okolici Ptuja. V drugem stoletju pred Kristusom je bilo znanih 7 sort jabolk, v prvem stoletju pred Kristusom pa že 29. V 18. stoletju sta podeželje razsajali lakota in revščina. Marija Tereza je bila prva, ki je ukazala obvezno sajenje sadnih dreves. Ljudje so začeli saditi okoli domačin in ob drevoledih ob cestah. Leta 1817 bila v Celovcu natisnjena knjiga o sadjarstvu v slovenščini z naslovom Sadje reja. Avtor je bil Urban Jani. Nove tržne sorte pa so se pojavili po drugi svetovni vojni in v 50 letih. Visokodebeljni travniški sadovnjak na stari sadni sort na kmetijskem zemljišču. Ima zelo velik pomen, saj je življenjski prostor tako za živali kot za rastline. Na teh sadovnjakih mi uporabljamo gnojil in drugih fitofarmacevskih sredstev. Pred naravnimi sovražniki jabla ne ščitijo koristni organizmi, kot so polonice, strigalice, čebele samotarke in bije glave. Tukaj vidimo te koristne organizme. Tu pa vidimo še bivališče pika polonic in pa bivališče samotarskih čebel. Biodiversiteta je pestrost na vseh nivojih narave. Je pestrost osebkov posamezne vrste, pestrost vrst na planetu in pestrost različnih procesov v naravi. Katero jabolko bi izbrali? V raziskavah različnih vrst jabolk med bogovci vsakodebelnega travniškega sadovnjaka in med kupljenimi jabolki ajderi smo ugotavljali kvaliteto posamezne jabolke. Pri obeh vrstah smo ugotovili, da je škroba v jabolkih zelo malo, kar pomeni, da se je večinoma pretvori v sladkorje. V nadaljevanju pa smo določili koncentracijo sladkorja v sveže stisnjenem jabolčnem soku in ugotovili, da obe vrsti vsebujeta velike količine sladkorjev. Z enim litrom takega soka bi zaužili 140 oziroma 130 gramov sladkorja, dnevno priporočena količina pa je 90 gramov. Jabolka vsebuje organske kisline. Več kislinov se ohranijo v jabolki, bolj kvalitetna je posamezna jabolka. Kislost sladkov pa smo določili s pH-metrom in s titracijo. Več kislin je seveda vsebovala vrsta bobovec iz visokodebeljnega travniškega sadovnjaka. Prav tako pa smo ugotovili, da bobovec vsebuje dosti več vitamina C in antioksidantov ter fenolnih spojin in ugotovili, da je kvalitetnejša jabolko bobovec iz visokodebeljnega travniškega sadovnjaka. Zakaj je torej pomembno, da uživamo kvalitetnejše sadje? Zato, ker vsebuje 30 različnih vrst substanc, ki pozitivno vplivajo na zdravje, ne vsebujejo maščob, eno jabolko pa zadosti 60% potreb po vitaminu C, krepijo imunski sistem, srce in krvni obtok, ščitijo pred rakom in srčnim infarktom, antioksidanti pa upočasnjujejo staranje celic, pripomorejo k boljšemu spominu in delovanju možganov, fenolne spojine pa zavirajo rast bakterij in okužbe. Jabolka iz visokodebeljnega sadovnjaka so sicer na pogled res neprijetna, ampak so mnogo kvalitetnejša. Ker dreves ne gnojijo in škropijo, morajo sama razviti imunski sistem, s tem pa pridobijo tudi večjo kvaliteto sadenja. Hvala za predstavitev. Profesorica Bernarda Špega-Bradič, vodja celotnega projekta Zlato jabolko, je vodila tudi enega izmed programov in sicer Suha travišča na Veterniku,
Dijake, ki ste delali v tem programu, sedaj vabim, da nam predstavite svoje ugotovitve. Izvolite. Pozdravljeni. Predstavili pa bomo učni sklop Mikroklima in biodiverziteta suhih travišč, ki smo ga izvajali na polnaravnem suhem travišču na karbonatni podlagi na vetrniku. Polnaravno suho travišče smo izbrali zato, ker sodi v vrsto najbogatejših habitatov v Evropi, hkrati pa med najbolj ogrožene tipe vegetacije v srednji Evropi in je zato vključen v Evropsko mrežo posebnih varstvenih območij Natura 2000. Poudarek Nature 2000 je v ohranjanju evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov v Evropski uniji. O preučevanju travišne združbe, ki vključuje tudi redke in ogrožene vrste, smo se seznanili z visoko stopnjo vrstne biodiverzitete, saj je zanjo značilno več kot 50 različnih vrst na kvadratni meter površine. Za suho travišče na vetrniku je značilna življenjska združba pokončne soklase in navadne turške lekarje. Travišče krasijo tudi vrste iz družine kukavičev. Opazovali smo trizobo kukavico, čeladasto kukavico, navadno oblasto kukavico in čmedeliko mačevko. Cvetovi evropskih kukavičev so predvsem manjši kot evropskih, ki jih imamo doma v cvetlični lončki, vendar po poborosti in zgradbi ne zaostaja čisto nič za tropskimi sorodnicami. Cvet je zlomiren in sestavljen iz 6 cvetnih listov, ki so razvrščeni v dva kroga, zunanji in notranji. Največjem srednjem listu v notranjem krogu pravimo ledena usta. Navadno je začeno strogo, v kateri se nahaja železa. Pri rodu mačjih ušes orkidej na spodnja usta spominja na resnične žuželke. Žuželke, ki kukavičevke oprašujejo, namreč ne pridobivajo samo nektar. Žuželke, ki kukavičevke oprašujejo, namreč ne privabljajo samo nektar, pač pa tudi oblika in barva cvetov. Opazovali smo čmeljeliko mačevko, ki tako zelo spominja na čmelja, da te mami celo čmelje same. Ob tem, ko čmelji samec ugotovi, da cvetje ni samica, pač pa pelot kukavičevke se pelot že prilepi na njegovo glavo ali prsje in jih prinese na drugi cvet, ki je tako. Tudi živalska združba je zelo raznolika. Tako kot je to značilno za rastline, tudi pri živalih naletimo na podobno sliko. Ena v drugi živijo skupaj vrste, ki so značilne tako za celinske klimate, kot za termoprilagodne. Videli smo veliko zanimivih živalskih vrst, med katerimi je bil tudi pajek črnitec. Samice so črne, medtem ko imajo samčki na oranžnem dodatku črne pike. Razlogi za visoko stopnjo biodiverzitete so s tih dveh naravno-geografskih makroregij, to so alpska in panonska, s tih treh fitogeografskih enot, predalpske, predpanonske in preddinarske, pestra geološka podlaga ter razvivan relief. Pobočja na vetrniku so dokaj odprta proti severno in jugu. Predpostavili smo, da oboje pogojuje razlike v mikroklimatskih razmerah. Mikroklima je podnebje zelo majhnih območij od nekaj centimetrov do 100 metrov. Predpostavili smo, da med različnimi lokacijami suhega travišča obstajajo razlike v mikroklimatskih razmerah, ki so eden izmed glavnih razlogov za visoko stopnjo biodiverzitete. Naša naloga je bila ugotoviti, kolikšne so razlike in na podlagi njih sklepati o vplivu mikroklime na biodiverziteto. Merili smo temperaturo, vlažnost in osvetlitev. Temperaturo smo merili 1 cm pod površjem ter 5 in 100 cm nad tlemi. Osvetlitev in vlažnost pa v območju vegetacije, kar je 10 cm nad tlemi. Vrednosti posameznih meritev smo na to primerjali in ugotovili razlike. Hvala. Za merjenje temperature smo uporabili elektronske termometre Vernier, na katere smo
vključili merilnike LabQuest z ekranom, kjer so se s pomočjo programa zabeležili rezultati meritev. Za merjenje osvetljenosti smo uporabili luxmeter, vlažnost pa smo merili s tigrometrom. Hvala. Ugotavljamo, da obstajajo opazne razlike v posameznih mikroklimatskih dejavnikov med različnimi lokacijami suhega travišča. Sklepamo, da so razlike v mikroklimatskih razmerah eden izmed pomembnih razlogov za visoko stopnjo biodiverzitete, saj omogočajo, da ena v drugi živijo vrste, ki se precej razlikujejo po svojih zahtevah glede na abiotske dejavnike okolja. Tako skupaj uspevajo toploljubne in hladnoljubne vrste, kserofilne in mezofilne rastlinske in živalske vrste ter senčne in sončne rastlinske vrste. Pri delu smo se seznanili s povezanostjo abiotskih in biotskih dejavnikov okolja. Hvala za vašo pozornost. Tudi vam hvala za predstavitev. Nitrate v tleh in biodiverziteto pa so preučevali dijaki, ki jih je vodila profesorica Danica Centri. Vabim vas, da tudi vi predstavite svoje ugotovitve. Prosim. Smo Aljoša Blaž Andreja, pa na kratko predstavljati sklop nitratnih tleh in naravne biodiverzitete. Za rastline so nitrati zelo pomembni, saj jim omogočajo rast in razvoj rastline, pa dušika preprosto ne morejo nas vezati, zato ga morajo najprej prek koreninskih sistemov pretvoriti v amonijeve ione, nitratne ione in nitritne ione. Nekatere bakterije v domovnih različnih stročnic pa lahko izkoriščajo dušik iz zraka in ga tako pretvorijo v amonijak, ta pa se veže v koreninski sistem in ga uporabljajo kot rezervno snovi. Drugi organizmi, ki pa niso rastline, pa dobivajo svoje dušikove ione in amonijeve ione preko različnih prekrivanja verig. To so naprimer živali, gljive in skrivalce. Dušik pa v naravi tudi kroži in je v zraku prisoten kar v 78% deležu. Dušike rastline same ne morejo izkoriščiti, zato ga pridobivajo preko humusa. Heterotrofni organizmi pa ga lahko delno razgradijo, večji dušik pa preprosto razgradijo. Blažko Arba je že razložil dva splet kroženja dušika. Jaz bi vam omenil samo še, da razpojevalci so tisti organizmi, ki obnovijo zaloge mineralnih snovi. Nitrifikacija pa je proces oziroma oksidacija dušikovih spojin. Nitratne ione vsrkajo korenine rastlin in gradijo dušik v aminokisline ter beljakovine. V okolje se dušik vrača preko živalskih sredstev in rastlinskih ostankov. Nitrate pa znova uporabljajo rastline. Povečane količine nitratov pa lahko potem povzročajo onesnaževanje naravnih voda. Nitrifikacijske bakterije so bakterije, ki med procesom nitrifikacije oksidirajo dušikovo kislino in nitrate. So autotrofni organizmi. Na tej sliki lahko tudi vidimo. Denitrifikacija je proces, pri katerem denitrifikacijske bakterije reducirajo nitrate v amonijak in molekularni dušik. Tudi to lahko vidite. Povečana količina nitratov vpliva tudi na trajnost. Drugi dan smo se pa odpravili na vetrnik in so tam ugotovili, da je vetrnik suho travišče. Kaj to pomeni vetrnik kot suho travišče? Se po vsakem dežju hitro posuši. Posledica tega je, da je v tleh zelo malo nitratov, zaradi tega, ker voda iz talke razpira. Če samo par ur po dežju, pa naj bi bila tla tako suha, da se lahko usedeš brez, da bi imel mokro zadnjico. Poleg suhih travišč pa ločimo tudi polnaravna travišča, ta pa nastanejo tako, da človek poseka gozd in iz njih naredi preprosto travnik, to pa imamo travnik sekundarne vegetacije. Ker je na recimo
recimo vetrnikov, kot primer suhega travišča, zelo malo nitratov v tleh, je tam visoka biodiverziteta, kar pomeni, da se na določenem območju nahaja veliko število različnih rastlinskih in živalskih vrst, kar celo presega nekatere svetovne rekorde, celo 50. No, na travniku smo naredili različne meritve s pomočjo Vernerjevega vmesnika in ion-selektivne nitratne elektrode smo določili količino nitratov na liter vrsti. Vidimo, da se na tem travniku gibljajo številke po 1,1 mg na liter, so približno enake v vseh 5 eksperimentih bile. Potem smo ponovili poskuse na drugi dan projektnih dnevov tudi v okolici Celja, na območjih, kjer so jih ljudje predhodno gnojili z raznimi nitrati, ker gnojilo vsebujejo nitrate. Lahko vidimo povečane količine nitratov, ker pa trave najbolje uspevajo v okolju z večjimi količinami le-teh, postanejo dominantne vrste in tako izpodvinejo ostale rastline. Zaradi tega je tudi biodiverziteta in število ostalih živali manjše. Hvala za vašo pozornost. Hvala za predstavitev tudi vam. Že v uvodu sem rekla, da daje Kozjanski park svojo lepoto obilo možnosti za zdravo bivanje ali le za obiske in prositev. Kakšne so njegove možnosti in priložnosti, so ugotavljali dijaki v programu Možnosti in priložnosti Kozjanskega parka, ki ga je vodila profesorica Daniela Marol. In kakšne so, se lahko ogledate kasneje zgoraj na plakatih. Dijaki drugega razreda umetniške gimnazije pa so Kozjanski park doživeli na svoj način, likovno. Ustvarjali so pod mentorstvom profesorice Tanje Tramšek in profesorja Ratimirja Pušarja. Likovne izdelke so postavili na ogled v šolski knjižnici, kamor vas malo kasneje vabim na ogled. Spoštovani profesori, dragi dijaki, tole so bila torej letošnja zlata jabolka. Gotovo se strinjate z ugotovitvijo, da je bila letina dobra, zato ni razloga, da bi te dejavnosti ne vključili v trajnostni razvoj. Preden pa zaključim, pa bi se rada zahvalila še gospodu ravnatelju, ki je sicer službeno odsoten, ki nam omogoča drugačen, sodobnejši in bolj zanimiv način pouka in vsem profesorjem mentorjem, ki ste pripravljeni na tak način pouka